serijega. Kaj? 12 serijega mogo. Boš duše? Lepo pozdravljeni, malo se upravičujemo za zamudo, ampak so tako dobre volje fantje, da jih je bilo kar škoda tamle semle nagnati za mizo, ker so zdaj malo resni obrazi, tako da upam, da se bi to zelo hitro spremenilo. Dobrodošli nazaj, zbrali smo se v bistvu zaradi prihoda nazaj iz v bistvu najbolj pomembnega treninga na južni polobli. Hvala našemu sponzorju NLB-ju, da nas zopet gostijo, ker smo na štajerskem koncu. Večina fantov je pač doma od tukaj, zato smo se odločili, da naredimo novinarsko konferenco tukaj. Tako da hvala vsem novinarjem, ko ste prišli. In da kar hitro začnemo, bomo začeli pri trenerju Petru Penu. Kakšni so v bistvu občutki, kako je bilo naporno je v bistvu vse to skupaj zorganizirati, ampak po slikah sodeč, ko smo spremljali, vas je izgledali lepo, dobri pogoji. Ste zadovoljni s tem, kar ste v bistvu, ste zadovoljni s tem, kar ste dobili, je bilo to, kar ste pričakovali? Ja, lep pozdrav vsem. Ja, res je projekt Zapadla je kako leto nov izziv. Začnemo z rezervacijami pa s pripravo transporta pa tega, tako da to, kar trenerov pa odgovornim na zvezi vzame kar dosti časa. Ko smo enkrat tam, je potem bistveno, vemo, kam gremo, kaj tam lahko dobimo in tradicionalno je tam vse tisto, kar mi potrebujemo oziroma kaj potrebujejo fantje, zato da lahko naredijo dovolj kilometrov, dovolj kvalitetnih treningov, širina, konkurenca, praktično vsa bila zgoščena na tistem hribu. Zaradi nekateri so imeli na drugih smučiščih v Južni Ameriki težave, so se potem priključili treningu v Loparvi. Ja, dosti smo naredili. Jaz ko sem naredil statistiko za nazaj, delal sem letos po občutku, pa potem, kaj fantje potrebujejo, ker imamo različne interese, so imeli fantje doli različne naloge in ko sem pogledal številke ali pa te svoje statistiko, je bilo zelo podobno. Smo mogoče naredili malo več kilometrov smukaških, malo pa je trpel trening veleslaloma, drugo pa smo vse dosegli ali presegli. Hvala lepa. Gremo kar na Boštjana Klineta. Boštjan, nismo videli, da si se kakšne tekme udeležil, si se v bistvu posvečal v treningu. Katere so bile tiste stvari, ki so jih najbolj izpostavili? Ja, hvala lepa. Pozdravljeni vsi skupaj. V bistvu še opravičujem se za zamudo, ker sem jaz bil tisti, ki je zamudil. Ja, res je, v bistvu nobene tekme nisem štartal s Petrom oziroma s trenerji, smo se odločili, da zgubimo preveč časa oziroma celi dan zaradi tega, da bi pač štartal tisto eno rundo oziroma da bi odprl eno rundo in je na koncu tako naneslo, da smo rajši se odločili za trening. Več sem odnesel tega, več smo lahko naredili, več rund, več aspektov smo lahko potrenirali. Drugače pa moram reči, da sem se dobro počutil v Čilu, da smo dobro delali, tako je Peter rekel, da smo več naredili kot prejšnja leta. Seveda tudi malo na račun utrujenosti oziroma smo bili prikrajšani kakega dneva počitka, ampak mislim, da se to na koncu nekako obrestuje in ja, no, v tej smeri nadaljujemo tudi naprej. Hvala. Klemen, ti pa si v bistvu kar nekaj tekmoval in dosegel tudi zelo dobre rezultate. Kaj ti pomenijo te stopničke na kontinentalnem pokalu in pa sredi sezone, kaj je to za tvoj mogoče psihični del dobro? Ja, lep pozdrav. Ja, tako ste omenili, jaz sem se udeležil nekaj tekem, pač meni se je predvsem šlo za izboljšanje štartne številke na tekmah svetovnega pokala in pač to mi je v bistvu tam uspelo, to je bil prvotni cilj. Je pa res pač, da vsake tekme, ki se udeležim, hočem pač biti čim boljši tudi uvrščen, ne, in tam mi je celo uspelo 2-krat zmagati, biti 4-krat na stopničkah in to mi pač daje neko potrditev, da sem na pravi poti,
Se pa zavedam pač, da tekme južnoameriškega pokala, da so nekaj drugega kot potem tiste najpomembnejše v zimski sezoni in zaradi tega pač želim ostati miren in to je pač v bistvu bilo samo del priprav, tako da zavedam se, da se moram še truditi oziroma kar dosti narediti do zimske sezone in tega se bomo pač vsi skupaj tudi s trenerjem Petrom Penom na čelu držali. Hvala. Martin, prej je trener omenil, da so bili različni programi, kako se je na primer tvoj razlikoval od ostalih fantov, čemu si se ti najbolj posvečal? Jaz sem glih tu nek vmes, se mi zdi, no. Posvečam se predvsem superveleslalomu in sem v bistvu nekako, malo sem se priključil Boštjanu na smuku in pa tudi nekaj 2 tekme sem štartal, tako da sem tu nek vmes, no. Superveleslalom, veleslalom pa super G smuk, v bistvu sem vse, no, treniral. Zadovoljen? Zadovoljen, zelo. Super. Tudi 2 mlajša tekmovalca imamo, eden je Dušan Senčar, ki sta se priključila pač ekipi, tako da kako je bilo pa tebi mogoče trenirati z v bistvu svetovno elito nekako? Lepo zdrav vsem skupaj, meni je bilo super, večinoma fante že tako poznamo prej, so večinoma iz Maribora, smo trenirali že dostikrat skupaj. Kako je bilo pa tebi zdržati to, ker je le napor zaradi višine in količine treningov? Ja, bilo naporno, ampak se je dalo, smo dosti naredili v pripravljalnem obdobju glede kondicije. Super, hvala. Pa še v bistvu Žan Kralj, kaj si se lahko naučil od teh fantov, pa mogoče tudi od drugih ekip, ki jih si videl lahko čisto od blizu? Kaj so tiste stvari, ki ti bojo najbolj ostale v spominu in jih lahko uporabiš naprej za izkušnje? Lep pozdrav tudi z moje strani. Naučil sem se veliko že sploh tega priprave na treninge in tekme, kako fanti funkcionirajo na teh daljših pripravah, kako se v bistvu lotevajo celotnega treninga, pa tudi veliko stvari z tehničnega vidika smučanja. Pa dolgo sem te veliko količino hitrih disciplin, ki v bistvu ne morem v Sloveniji, pa recimo na ledenikih v Evropi. Okay, hvala. In še Tilen Debelak, zdaj si že stalnica v ekipi, 3-krat si bil že tudi na južni polobli. Je kaj drugače zdaj, ko prideš na ta trening dol od tistega, kar je bilo mogoče na prvikrat, ko si prišel, ker so te priprave čisto drugačne? Lepo zdrav vsem skupaj. Ja, res je. Zdi se mi, da predvsem smo vsako leto boljši, ko prijemo dol, da smo že mi neka stalnica v La Parvi. Prejšnje leta, ne vem, če se spomnim, 3-4 leta nazaj, sem bil sam malo bolj izgubljen, predvsem na smukaškem delu treningov in tekem. Tu sem tudi sam letos naredil večji napredek kot prejšnje leta, sem se tudi več posvečal smukaškemu treningu. Zdaj se zavedam, da mogo priključiti kombinaciji in super G še eno disciplino in ker imam večje probleme v veleslalomu priključiti, smo več probavali zdaj z smukom in smo tudi naredili ogromen napredek. Veliko je bilo potrebnih videoanaliz, linij, zraven imamo Boštjana, da nam lahko pokaže, kako je treba. Tudi Martin je fejst hiter v obeh disciplinah, Klemen pa predvsem tisti del na tekmi, ki meni osebno bolj manjka, da se vidi, koliko se da na tekmi iti šarf, pa s kakšnim pristopom. Tako da jaz sem letos bil fejst zadovoljen z samimi pripravami v Čilu, ker sem videl, da sem naredil napredek tudi v smuku, ki je bil prej nekako težje dosegljiv kot pa v Super G. Hvala. Še kakšno vprašanje iz novinarske strani? Kaj treba, ali? Če lahko mogoče Andrej kaj povedo, kako je smučal z Ilko? S kom? Z Ilko? Ja, tako lani, ne, se je bilo isto.
Z globusom ni smučala, ne, da veste. Ne, isto je bilo v redu, je bilo, fajn smo se razumeli, dobro smuča tako lani, nič posebnega, no. Vse skozi sklapa, vse skupaj. Še kakšno? Morda ste testirali tudi nove kombinezone, če se ne motim, pa nekateri tudi zračne blazine, mogoče testirali tudi. Ja, kaj se tiče kombinezona, Energija Pura, praktično vsako leto, ko vidi, da smo resna ekipa, pa da imamo interese, pa da na tem področju nekaj vemo, pa da v močnem smučanju to zelo veliko pomeni, nam priskrbi nekaj materijala za probati. Včasih se je težko vzeti čas za to, ker pač trpi trening. Jaz sem en dan ponucal, tako bi rekel, te mladince, da so se malo preoblačili na terenu. Nekaj smo iz tega dobili ven, pa eno jutro sta šla Martin pa Boštjan malo prej ven, pa smo naredili testiranje. Zračnih blažin še nismo testirali, ker te moraš past, ne, da veš, če deluje. Tako da tega ne treniramo. To je preventiva, ki pač sodi zraven, ampak fantje so dali mere, te ščitnike za hrbet imajo na sebi. Upam, da se blazine ne bojo sprožile, dokler nas trener. Še kdo? Hvala lepa, bi se vsem zahvalila za tole, še imate karte za individualne pogovore, pa še eno skupinsko slikco, prosim, bi naredili. Kaj je? Stoječi, prosim. Andrej, prej še ti zraven.